No, ampak gledajte, prav pošta je v teh letih nekih 7 družb izločila oziroma jih naredila kot podrejene družbe, kjer je pošta sicer še vedno lastnica, ne pa 100-odstotna, ne? Ampak to so neka profitna jedra. Poleg invalidskega podjetja še zavarovalno zastopništvo, logistika, elektronsko pismo, kupili so od Mladinske knjige, založbe to, ne? Potem digitalizacija, vse tisto, kar malce diši bolj po kapitalizmu, po tržnem, po večjih dobičkih, je zdaj v nekih posebnih podjetjih. Zakaj to ne more ostati v pošti? Ja, iz preprostega razloga, ko imate upravo ali pa management vezan na učinkovitost podjetja, beri dobiček, kaj je v interesu uprave. V interesu uprave je ne, da ima dobiček zaradi lastnikov, ampak da ima dobiček zato, ker bo imel od tega korist. Kakšno korist? Na koncu leta bo dobil nagrado. To pomeni, da dela na stroških. Čim dela na stroških, pomeni, da išče, kje jih bo znižal. In to gre vedno na račun ali zaposlenih ali drugih stroškov in redko kdaj na račun povečanja prodaje, da v razvoju pa sploh ne govorim, ker razvoj je pa per se strošek. To sem že opozarjal pred mnogimi leti, da ko smo začeli se tržno obnašati, da če bomo v razvoju ukinjali, bomo tam, kjer smo pravzaprav trenutno sedaj, dan danes. No, gospa Škrabar, zanimiv je tudi podatek in mene je presenetilo. Namreč ljudje odhajajo iz pošte, poštarji imajo zelo težko delo. Oni ne nosijo samo poštnih pošiljk, ampak oni dobesedno v tretje nadstropje prinesejo pralni stroj. To naredi poštar, ne? In to je grozno, kaj je zdaj nastalo z te pošte in z teh bogih poštarjev. In ker odhajajo, so začeli najemati iz Srbije poštarje. Vendar, lejte, poštar ima zelo občutljive podatke. On ve, kje stanuje Vida Petrovčič, to pa vem zato, ker jaz včasih dobim nekaj, kjer piše samo Vida Petrovčič, pa dobim, ne, tisto pošto, to se pravi, da poštarji vedo. Ne vem, kater poštar je to, ampak eden more vedeti, kje stanujem. In tudi, recimo, zdaj, če pridejo iz Srbije, ne samo, da ne govorijo jezik, ampak to so neki občutljivi detektivski podatki, bi tako človek rekel. Kako vi gledate na to? Absolutno se strinjam. Prvo kot prvo dejansko ta problem kadrovskega bazena pri nas je, ker pač vse, kar je bilo ali pa je zaposljivega, je dejansko zaposleno danes, pač glede na to potrebo po delu. Zdaj, kaj se nam približuje, kakšna kriza nas čaka, to bomo videli v nadaljevanju. So pa poštarji en tak segment, ki pride zelo prav nam, detektivom, pa pustimo, dobro, mi vemo, na kateri strani smo, kaj pa tisti, ko so na napačni strani, kar se tiče iznosa raznih informacij, razne kriminalne združbe in tako naprej. Ja, kdo na dopustu, kdo ima poln nabiralnik. Prvo kot prvo to, kako bo nek poštar kaj povedal, mogoče tudi dal kakšne pisemske pošiljke, dobro se ne bomo spuščali v to, drugo kot drugo pa, če se obregnemo to na kakšnih plačah so, pa mogoče, če mu pa damo par 100 evrov, pa verjetno se bo marsikakšne informacije od njihove strani dalo pridobiti. Torej, jaz sem podjetnik že 13 let in mislim, da prvo kot prvo, če gledam iz svojega zornega kota, je potrebno tisto osnovno oziroma glavno dejavnost, s katero se družba ukvarja, urediti. Potem pa se lahko gremo nekih obstranskih dejavnosti, ki prinašajo dobiček. Ne pa nekega divjega kapitalizma, potem še ne nazadnje z nakupom Intereurope in kakšen denar je tukaj v ozadju. 29 milijonov. 29 milijonov, torej in z približno 60 milijoni evrov dolga Intereurope in še z sumljivimi posli hčerinske družbe na Hrvaškem, torej 1,6 milijona ne bi bilo nekih fiktivnih poslov, tako da tukaj bomo mogli tudi, oziroma bo potrebno proučiti, kaj je tukaj v ozadju. Torej, razne zadeve, ki se pletejo in torej mene skrbi to, kaj pa je v ozadju vse te zgodbe, oziroma kam se bo ta vlak peljal. Ja, in kaj vi mislite, da je v ozadju? Mislim, glede na vse, kar se dogaja, pač mene moti to, da niso stvari transparentne in tudi se sprašujem, kdo nadzoruje nadzorovalce v tej državi. Torej,
kaj je na stvari, kako je zakonodaja, kako je z nadzorom, pač to je srž tega problema. To pa seveda pride prav tistim, ki nimajo poštenih namenov, torej neka ohlapna zakonodaja in pomanjkanje nadzora, to, kar smo se že pogovarjali. In brez vizije, Slovenija brez vizije. In pa brez vizije, se pač morajo biti dobra vodstva, ne bomo se spuščali v to in mora biti neka strategija že državnih podjetij, mislim, dajmo se o tem pogovarjati in potem o nadaljni poti. No, to je nocojšnja tema. Gospod Urankar, še vam da možnost, pošta ni več, kar je bila, kako jo vi doživljate? Pošta bi morala biti ogledalo države in prav tako, kot je bilo povedano, tudi jaz vidim, ko stopim na poštni urad, da je vse kaj drugega kot pošta. Menim, da bi osnovno dejavnost bilo potrebno krepiti, da bi bilo potrebno kot v vsakem podjetju skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, ki se ne meri samo v plačah, ampak kvaliteten kader zadržati. Poznam mnogo poštarjev, ki so lojalni, ki s srcem opravljajo svoje delo v težkih razmerah in to je dragocen kader, ki ga z neko številko, koliko so letos že zaposlili kader, vprašanje je, kako kvaliteten je ta kader, ali bo ostal, ali bodo tudi obstoječi delavci imeli še voljo stalno izobraževati nove kadre, ki bodo odhajali. Tako da... No, čas je za novo temo, spet temo državnega podjetja. Telekom Slovenije bo skladno z odločitvijo arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice postal 100-odstotni lastnik televizijske hiše Planet TV. Kot je odločilo sodišče, bo grškim solastnikom za 34-odstotni delež plačal 22,9 milijona evrov. Telekom se na to odločitev ne bo pritožil, čeprav so bili sprva za ta delež pripravljeni plačati bistveno manj. Čeprav razumem, ključni sklep današnji je, da se Telekom ne bo pritožil zoper odločitev arbitražnega sodišča. Tako je stališče naših odvetnikov. Pritožba v arbitražnem postopku je zelo omejena glede razlogov pritožbe. Ti razlogi pa so taki, da je uspeh praktično minimalen. Ali se nadzorniki strinjate, da Telekom še naprej pokriva izgube, lahko bi rekli, državne televizije, glede na to, da je Telekom v državni lasti? Ne, nadzorniki smo povedali ob zadnjem financiranju, da je to zadnjo financiranje s strani matične družbe. V družbi Antena poteka poslovno prestrukturiranje, preučuje se možnosti finančnega prestrukturiranja, ki ga je potrebno zdaj v skladu z to arbitražno odločbo preučiti, kaj ima sploh še smisel, ker bomo postali tudi 100-odstotni lastniki. Vsekakor bodo pa ukrepi znani do konca tega meseca. Zakaj pa ne gre preprosto v stečaj, kot smo slišali tudi v prispevku? Stečaj, ocena vseh strokovnjakov je, da je stečaj najslabša možnost za Telekom, ker je Telekom največji upnik, istočasno pa tudi lastnik in dajalec kreditov. V stečaju bi s tem položajem vse izgubil. Mi še vedno v okviru tudi zdaj te arbitražne odločbe, ki je ocenila, da je ta firma pa le nekaj vredna, računamo, da bi lahko tudi za Anteno nekaj iztržili. Doktor Berce, vi ste bili v letih od 2009 do 2013, torej 4 leta, član nadzornega sveta Telekoma Slovenije. Povejte nam, kaj se dogaja. Da, drži, ja, bil sem. Ta zgodba sega v čas, ko sem bil nadzornik. Ne vem, kaj lahko vse povem, da ne bom jutri kriv za izdajo poslovnih skrivnosti, vendar se spomnim, da je bilo kar nekaj časa in precej smo diskutirali na nadzornem svetu o ustanovitvi nove televizijske hiše, da tako rečem. Sam sem bil precej skeptičen iz večjih razlogov. Projekt je prikazoval, da bo v 4 letih pozitiven, to se dogaja leta 2012, če se ne motim, torej bi 2016 mogel poslovati pozitivno. Po mojih izkušnjah in po kratkem brskanju po internetu v tistem času se spomnim, da sem ugotovil, da so imeli po Evropi tudi drugi telekomi televizijske hiše. Žal so bile vsi v minusu. In to ne po 1 letu ali pa po 4 letih, ampak tudi, meni se zdi, tudi do 10 let. Torej, na to sem opozarjal, zgodba je šla svojo pot,
verjetno z kakšnimi razlogi in ne vem točno kaj in kako. Ustanovili smo podjetje, kjer je bil zaplet najprej s kadri, kjer je bilo ogromno političnega kadrovanja, potem so bile problem vsebine in tukaj je nastopil ta, kaj bi rekel, ta povezava z Grki, ne. Za to zgodbo je pretežno stal že sedaj odstopljeni Skobe, ne. Verjetno ve on sam razloge, zakaj je tako močno želel si ustanoviti podjetje, televizijsko podjetje. Bojim pa se, da se zgodba vrti v čedalje večji minus, ne. In če pogledamo vse te uspešne zgodbe od Teša in tako naprej, se bojim, da nikoli ne bomo vedeli, kaj, zakaj in kdo bo odgovarjal za te zgodbe. Gospod Šešerko, vi ste bili v tem prvem parlamentu po demokratičnih volitvah. Povejte mi, odkot ta silna želja politike po televiziji? Tudi mi občutimo velikokrat ves čas neki pritiski, zakaj nismo objavili, pa kdo nam plačuje naročnino, pa kaj je zdaj in se postavlja ljudi in tako naprej. Torej, odkot to? Zdaj se ne na zadnje seje parlamenta prenašajo, politika ima svojo televizijo v parlamentu. Ja, jaz se živo spominjam obiska dveh francoskih poslancev, ki sta prišla še v tistem času v naš parlament na obisk in kar sama od sebe sta začela razlagati, da pazite, ne dovolite cele množice radijskih programov, torej neprofesionalnih, privatnih, ker vas bo na dolgi rok bolela glava. In to je bilo, meni je bilo to malo novo, ampak tudi, ker sem bil kar nekaj časa v Parizu, sem vedel, kakšna je kvaliteta radijskega, televizijskega programa in tam je bil všeč. Tako da mislim, da je v Sloveniji pač ta privatizacija spodletela, da so se tu po eni strani javna televizija, javn radio, na drugi strani pa cela množica. Ta Telekomova je državna, ne? Ki ima svoje obveze in je tudi ima zelo pozitivno vlogo. Na drugi strani pa poskuša vsak privatnik, ki si je ustvaril neko radijsko ali televizijsko postajo, poskuša biti čim bolj finančno uspešen in je brezkompromisen. In od tu deloma tudi prihajajo ostre kritike javne televizije, javnega radija, ki imajo v ozadju neke čiste ekonomske interese in dobenih poštenih profesionalnih novinarskih interesov. Gre samo za to pogačo, kdo bi si odrezal še kakšen. Tu je pogača in ta se trga. Ja,